Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru je od 20. do 23. junija organizirala 23. mednarodno konferenco s področja elektronskega poslovanja. Hotel Golf na Bledu je tako gostil približno 140 priznanih strokovnjakov, predstavnikov univerz, ponudnikov informacijskih tehnologij in drugih udeležencev iz več kot 25 držav. Naša konferenca je tradicionalna konferenca o elektronskem poslovanju, je ena izmed najstarejših v Evropi in v svetu nasploh. Zato imamo tudi udeležence tradicionalne. Nekateri so z nami že vrsto let, nekateri že od samega začetka, vsako leto pa prihajajo tudi novi udeleženci. Konferenca pa poleg predstavnikov univerz združuje tudi predstavnike organizacij, podjetij, državne uprave in pa ponudnikov informacijske tehnologije. Tako da gre za raznoliko skupnost, ki se vsakoletno srečuje na blejski konferenci. Letošnja krovna tema konference je vzpostavljanje zaupanja med vsemi udeleženci, ki sodelujemo v informacijski družbi. Poseben del konference pa letos predstavlja e-zdravstvo, e-zdravje, kar je tudi v sklopu Evropske komisije izredno pomembna tematika. Celo vrsto iniciativ se na tem področju dogaja, predvsem v smislu interoperabilnosti podatkov v evropskem prostoru, o samih pacientih in procesih, ki se v zvezi s tem dogajajo. Program je bil bogat. Sestavljala so ga plenarna zasedanja, delavnice, paneli ter mednarodna poletna šola za študente. Konferenco je pripravil mednarodni programski odbor 60 članov iz 25 držav. Eminentnih gostov nikakor ni manjkalo. Morda lahko izpostavimo, da imamo vsako leto tudi nekaj eminentnih gostov. Letos nam je iz Evropske komisije pridružil Anjan Frgeze, to je gospod iz Evropske komisije, direktorat za e-government. Potem je z nami tudi predsednik Evropskega omrežja živih laboratorijev, ki je tudi zelo aktualna tematika in jo spodbuja Evropska komisija kot skupek sodelovanja udeležencev v procesu inoviranja in seveda v bistvu spravljanja inovacij najhitreje na tržišče. Potem imamo tudi predstavnike iz podjetij, organizacij, ki so prav tako zelo pomembni. Morda še gospod Flamante, predstavnik IBM-a, ki je zelo cenjen inženir v svetovnem merilu, ki se nam bo pridružil v tem drugem panelu. Drugače pa je v programu kar precej eminentnih gostov, tako da lahko vidimo, da je konferenca res pomemben dogodek. Glede elektronskega poslovanja je še vedno veliko nezaupanja, pri čemer pa je treba poudariti, da je to večji del neutemeljeno. Torej v Sloveniji elektronsko poslovanje sicer že poteka, vendar čutimo, da je še ogromno prostora za izboljšave. Nekje smo skušali ugotoviti, koliko bi podjetja prihranila pri tem, da bi prešla na elektronsko poslovanje. Računamo, da bi samo z izdajo elektronskim računom in z elektronskim plačevanjem lahko prihranili nekje okrog 500 milijonov evrov na letni ravni, kar so pa sredstva, ki tudi približno niso zanemarljiva. Zato bomo verjetno zdaj v kratkem začeli tudi z projektom, kjer bi pospešili tudi z vlaganji za strukturnimi sredstvi, kjer bi pospešili razvoj ustreznih orodij in ustrezne infrastrukture, s katerimi bi potem spodbudili elektronsko plačevanje. Smatramo, da je zato potrebno poleg tega, torej poleg infrastrukture, tudi urediti še predvsem izdajanje elektronskih potrdil, ki so ključnega pomena, in pa seveda vzpostaviti kompletno infrastrukturo, celoten sistem, ki bo povečal zaupanje v elektronsko poslovanje, ki ga v tem trenutku še vedno precej primanjkuje. Torej, glede na raziskave Evropske komisije je pravzaprav nezaupanje eden glavnih razlogov, zakaj se elektronsko poslovanje, sploh elektronski trg ne razvija bolj, kot bi se lahko razvil. Ljudje še vedno smatrajo, sploh zaradi občasnih vesti, tudi v medijih, kjer se pojavljajo opisi raznih vdorov, kjer se pojavljajo opisi kraj identitete, kraj elektronskih certifikatov. Ves čas smo pod recimo nekakšnim udarom opozoril o zavarovanju elektronskega poslovanja. Skratka, to zaupanje ni najboljše. In nezaupanje v elektronsko poslovanje pravzaprav med tremi največjimi vzroki, zakaj se digitalni trg v Evropi ne širi dovolj. Zato moramo zdaj
predvsem pospešiti zaupanje oziroma povečati zaupanje v elektronsko poslovanje, izboljšati moramo ukrepe pred vdori, pred kibernetskimi napadi. V ta namen bo Evropska komisija v celotni Evropi pripravila celo vaje za preprečevanje vdorov v elektronske sisteme. S tem računamo, da bi lahko močno povečali zaupanje uporabnikov v elektronsko poslovanje, kar bi pa posledično seveda povečalo obseg elektronskega poslovanja tako v državi kot v čezmejnem trgovanju. To bi bil verjetno eden od večjih ukrepov, ki bi lahko pospešil tak digitalni elektronski trg, za katerega si prizadevamo. Sporedno in v okviru Blejske konference se je izvedla tudi mednarodna poletna šola za tuje študente, ki so imeli možnost pridobivanja novih znanj. We are participants to the summer school. We are a group from Macedonia, and we've learned a lot, especially the part regarding e-trust, information security, data protection, etc. The lectures were great. We had really good professors from all over the world, and one of the best part was we had contacts with other participants, which were from Czech, Slovakia, Hungary, and there was a lot of networking and knowledge transfer, experience transfer, etc. Konferenca je v večji meri podprta predvsem se strani Microsofta in SRC. Vnovič je podprla tudi Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in je s tem izrazila zavedanje o njeni pomembnosti in strokovnosti.